Na kaj se pripravljajo Dogecoin kiti? Zakaj narašča skrb glede prodaje XRP-ja? Na kriptotrg prihaja nova stabilna kriptovaluta, razvijalci Ethereuma pa razmišljajo o delitvi naslednje nadgradnje. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Kaj počnejo Dogecoin kiti potem, ko je cena presegla 10 centov ameriškega dolarja? Dogecoin, eden izmed najljubših kovancev kriptonavdušencev, je po dolgem obdobju zadrževanja na okoli 9 ameriških centih končno dosegel prelomnico in se povzpel nad 10 centi. In kaj to pomeni? No, pritegnil je pozornost tako imenovanih kitov, velikih vlagateljev, ki imajo v svojih denarnicah ogromne količine dolža. Ti igralci lahko s svojimi potezami močno premešajo karte na trgu. V zadnjih dneh so ti kiti postali zelo aktivni in premaknili več kot 500 milijonov dolarjev vrednosti dolža med različnimi denarnicami. Sliši se noro, kaj ne? Povprečno opravijo okoli 800 transakcij dnevno, kar jasno kaže, da zanimanje ne pojenja. Vendar pa podatki kažejo zanimiv trend. Namesto da bi kiti kupovali, večinoma prodajajo svoje Dogecoine. Neto odtok iz njihovih denarnic se je povečal, kar ustvarja dodaten pritisk na ceno dolža, ki se trudi obdržati nad 10 centi. Ampak ne skrbite. Več kot 4 milijone Dogecoin vlagateljev svoje kovance drži že več kot eno leto. To so pravi dolgoročni igralci, ki verjamejo v prihodnost tega meme kovanca. Kaj bo prinesel ta teden za Dogecoin? Bomo videli. Skrb zaradi prodaje XRP-ja, potem ko je ustanovitelj Rippla prenesel 50 milijonov žetonov. Ripple je spet v središču pozornosti. Chris Larsen, eden od ustanoviteljev in nekdanji izvršni direktor, je naenkrat prenesel 50 milijonov XRP žetonov, kar je vzbudilo precejšnje skrbi med vlagatelji. Bi to lahko pomenilo, da načrtuje večjo prodajo? Če bi to lahko močno vplivalo na ceno XRP-ja. No, kljub temu je po tem prenosu cena XRP-ja zrasla za 4%, kar kaže, da je trg še vedno občutljiv na poteze velikih igralcev. Pomembno pa je vedeti, da teh 50 milijonov predstavlja le 10% Larsenovih celotnih zalog, zato ni nujno, da bo prodal vse. Vrednost prenesenih XRP je bila približno 29 milijonov dolarjev, kar je povzročilo povečanje trgovanja z XRP. Ali je to del večje strategije Rippla za povečanje likvidnosti na trgu? To bo pokazal čas. XRP ostaja med 10 največjimi kriptovalutami in priteguje vedno več zanimanja med institucionalnimi vlagatelji. Prejšnji teden Vitalik, ta teden Chris, kaj nam še skrivajo? Če so vam všeč naše novice, si poglejte tudi naš Kriptopuls show v živo, v katerem gremo še bolj v podrobnosti o cenah določenih kovancev, novic in tudi nekaj loterije. Poglejte si epizodo in mogoče tudi vi zadanete. Nova stabilna kriptovaluta USDS od BitGo z nagradami za udeležence. BitGo, podjetje, ki ga podpira Goldman Sachs, je predstavilo novo stabilno kriptovaluto USDS vezano na ameriški dolar. Ampak to ni samo še en stabilni kovanec. BitGo obljublja, da bo 98% zaslužka iz poslovanja USDS razdelil med tiste, ki prispevajo k likvidnosti v omrežju. USDS bo podprt z ameriškimi državnimi obveznicami in gotovino, kar mu bo zagotovilo stabilnost. Uporabniki bodo lahko kovance zamenjali za druge stabilne kovance, kot sta USDC in USDT, ali jih pretvorili nazaj v dolarje. In to brez stroškov za kovanje ali uničenje kovancev. Projekt se bo začel v začetku leta 2025 in bo zagotovo v središču pozornosti na trgu stabilnih kovancev. Novi izzivalec na sceni stabilnih kriptovalut. No, to bo še zanimivo. Ethereum razvijalci razmišljajo o delitvi nadgradnje Pectra. Ethereum ekipa se pripravlja na novo nadgradnjo z imenom Pectra, ki bo prinesla pomembne
pomembne izboljšave omrežja. A ker gre za tako velik projekt, razvijalci razmišljajo o tem, da bi nadgradnjo razdelili na dva dela. Prvi bi lahko prišel že februarja 2025, drugi pa kasneje. S tem bi zmanjšali tveganje napak in hitreje izdali ključne spremembe. Nadgradnja bo vključevala številne tehnične izboljšave, kot so nadgradnje denarnic in izboljšanje delovanja pametnih pogodb. Ena od ključnih funkcij, ki bi lahko bila zamaknjena v drugi del, je PeerDAS, ki bo izboljšala razpoložljivost podatkov in zmanjšala stroške za projekte, ki temeljijo na Ethereum omrežju. Čeprav bi to lahko pomenilo nekoliko višje pristojbine za uporabnike, večina razvijalcev meni, da je to manjše tveganje in lažje izvedljivo. Glavno, da se razvijalci strinjajo. Nihče noče še kakšne razdvojitve omrežja. In to je vse za ta teden. Hvala, ker ste spremljali CryptoPulse in se vidimo naslednji teden.